Spoštovani gospod minister, predsednik sklada, nagrajenke in nagrajenci, spoštovane gostje, gosti, gospe in gospodje. Naj najprej v našem skupnem imenu, tukaj iz kristalne oziroma velike dvorane predsedniške palače, danes, ob dnevu kulture, ob državnem prazniku, pošljemo najbolj iskrene čestitke vsem Slovenkam in Slovencem doma in v tujini in po vsem svetu, vsem našim državljankam in državljanom z najboljšimi željami. Danes je Prešernov dan, danes je Prešeren dan. Vse povsod po naši deželi se vrstijo najrazličnejši kulturni dogodki, s katerimi vsi skupaj, Slovenci in vsi, ki živimo z nami v tej domovini in tej državi, slavimo kulturo. Nekaj, kar nas določa, kar nam daje istovetnost, kar nam daje prepoznavnost navznoter in zlasti navzven v svetu. Včeraj smo imeli čudovito proslavo, ki smo jo združili z mojim obiskom pri Svetem sedežu in zvečer pri italijanskem predsedniku v Rimu. Na tej slovesnosti, v eni od najlepših svetovnih cerkva, v Santa Marii Maggiore v Rimu, je slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu začel svoj govor z besedami, da se je začelo z besedo. In danes na nek način slavimo to besedo, zapisano, izrečeno ali zapeto. Na nek način, čeprav je to Prešernov dan, slavimo nek rojstni dan našega naroda, naše nacije in vse, kar je seveda bilo z razvojem nas, naših prednikov in naših potomcev s tem povezanega. Slovenci kot narod in kot nacija smo se formirali in ohranili skozi stoletja zahvaljujoč besedi. Kultura je bila in ostaja steber naše istovetnosti, naše domovine in države. Mimogrede, Slovenci, Slovenija je ena redkih držav, ki svoj dan kulture slavi kot državni praznik. In mislim, da je prav tako in čutim, kot sem prej dejal ministru, predsedniku sklada, nagrajencem, da tako čutimo pravzaprav tako rekoč vsi. Jaz tukaj, kot je bilo že rečeno, od leta 2013 prirejam dneve odprtih vrat. Domala ob vseh državnih praznikih, razen za 1. november, in tukaj se je, kot ste slišali, zvrstilo 26.000 ljudi. Danes nas je tukaj zbralo malo, kolikor nam pač dopuščajo razmere v epidemiji. Toda, ko smo tukaj ob dnevu odprtih vrat, ob dnevu kulture, ob državnem prazniku, ki slavi kulturo, odprli vrata, se je tukaj vedno gnetlo ljudi. In kot je rekla ena od lavreatk, to je bil radosten dan. Nekako se je posebej čutilo eno radostno vzdušje. Za hipec smo Slovenci pozabili, da imamo seveda vsak svoje mnenje o vsaki stvari in da se sem in tja tudi zelo razhajamo. Čeprav nič kaj posebej drugače, kot se shajajo in razhajajo vsi narodi in vse države. In v tem smislu bi, preden sklenem ta pozdrav, sklenil z enim pozivom na predvečer prihajajočih volitev letos. Prosim vse, ki bodo tako ali drugače sodelovali v volitvah, ne nazadnje mi vsi, kot volivke in volivci, da pazimo na besedo. Vse se začne z besedo. Beseda je lahko prijazna in lahko je sovražna. Toda, če je še tako drugačna in izražaš vse tako drugačno mnenje, je lahko izrečena na prijazen način, ki varuje dostojanstvo tistega, ki mu je namenjena. Pa naj se z njim strinjamo ali ne. Če in kolikor bomo, ljube Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, z besedo pazili eden na drugega, se nam ni treba bati razlik, ki bodo med nami. Prav gotovo bomo ob razlikah našli tudi 1000 in več stvari, ki nas bodo povezali kot skupnost. Na koncu, spoštovani akademik, slišal sem vaš poziv k oblikovanju nove enciklopedije, pospremili pa ste ga z nekaj zelo lepimi besedami o meni. Naj vsem tukaj zagotovim,
da z akademikom za te prijazne besede nisva bila dogovorjena, ne bi pa mogli lepše govoriti niti na mojem pogrebu. Zahvaljujem se vam za to in ne bodo vaše prijazne besede nek način inspiracija, navdih za vse tiste, ki bomo z besedami opisovali naše razpoloženje v tem letu. Danes pa je Prešernov dan, Prešeren dan, dan odprtih vrat. Zahvaljujem se vsem vam, ki ste danes kljub tem razmeram prišli v predsedniško palačo, potem, ko bomo in našim kulturnicam sem hvaležen, da so nas popeljale v začetek tega obiska, sem vam seveda svojimi sodelavci na razpolago, sprehodili se boste skozi predsedniško palačo. Res je, zaradi razmer bo vse potekalo nekoliko hitreje, kot poteka običajno. To sprejmite, prosim, z razumevanjem. Jaz vas bom pričakal v moji pisarni, vam odgovoril na vsa vprašanja, tudi najtežja, ki jih imate, tudi tista, ki jih običajno ne zastavljate, če jih imate. Moji sodelavci vam bodo povedali za kakšno skrivnost v tej palači. Prosim, da uživate danes, da se imate lepo in da o svojih lepih občutkih spregovorite z vašimi prijatelji in jih navdušite, da morda oni naslednjič sami, za družinami, za prijatelji obiščejo predsedniško palačo. To je nazadnje palača, ki pripada nam vsem ljudem. Hvala, še enkrat čestitke za praznik, lepo se imejte.